A to je bil privat žur, ali si šla delat pa z ratov Oboje. žur? Oboje. Saj lih to me je zafrknilo, ker jaz nikoli ne pijem na nastopu, a veš. In izgleda, da je mešanca naravnih hormonov, adrenalina, kortizola in tako naprej, v povezavi s čim je vrgel To čisto. lahko damo za intro, ta stavek, kako gospa glasbenica razloži. Moja današnja gostja je punca, ki jo imaš rad. Ne zato, ker gre na kolena ali pa ne gre na kolena, je punca, ki na koncu koncev hoče in zna več, kot se morda zdi. In zato se mi zdi, da bo Saša Lendero odlična sogovornica za pogovor o tem in onem. A se ti zdi, da je življenje o tem in onem? Glej, to boš mogel malo parafrazirati zaradi tega. Ker sem bolj na počas začel, a veš, to sem hotel reči. No, ampak ta tvoj smeh se mi zdi, da je nalezljiv. Jaz bi štartal mogoče na eno točko, ke se mi zdi, da sem pri tebi zaznal ali pa začutil, da je glasba na neki način ena izpovedna pozicija, ne, da skozi glasbo komuniciramo. Ne samo vi kot glasbeniki, ki pojete, ampak mi, ki vaše pesmi razumemo kot naše zgodbe, kot naše bolečine, naše zaljubljenosti in naše, ne vem, strahove in tako naprej. A se ti zdi, da si v ta glasbeni svet padla tudi zaradi te dinamike razmišljanja? Mogoče ja. Zdajle, sploh pa, ke sem te poslušala, ne, pa si rekel, vaše zgodbe, naše zgodbe, tako naprej. Veš, se mi zdi, da starejši, ko si, bolj nekako spoznavaš, da pravzaprav praktično vsi ljudje doživljamo zelo podobne zgodbe, sicer malo bolj intenzivno, malo manj intenzivno, odvisno od tega, kako smo pač naštimani, a ne, pa koliko imamo nekako ta svoj čustveni sistem, bi rekla, občutljiv. Ampak pravzaprav, tako bolj, ke se z ljudmi pogovarjam, bolj vidim, da vsi gremo čez čez iste stvari. Gremo čez razočaranja, čez zmage, čez to, da smo ponižani, izdani, da se počutimo zmagovite. Skratka, vsi to doživimo, ne. In zaradi tega se mi zdi, da se z glasbo, s pesmimi ljudje toliko lažje poistovetijo, ker jaz dam neke svoje izkušnje noter, ampak seveda so jih ljudje praktično vsi doživeli samo na svoj način. Ja, ampak ti jih zdaj poješ zame, ne, namesto mene, ne. Ti si ubesedila tisto, kar sem jaz doživel, jaz mogoče tega ne bi znal niti tako povedati, ne. Ti si tekstopisec, ti nisi samo izvajalka, a ne. Začutiš pa, da je to tvoja zgodba, ne. Ja, čisto, mora se, ne, a veš, živeti, ne. Ja, mora se živeti, A se ti zdi, da je ta turbulenca, ke se je zgodila v tvojem zasebnem življenju, ki je bila intenzivna za vse vas tri, ne, če tako rečem, a se ti zdi, da je mogoče tebi dala neko patino, neko dodatno vrednost v tem smislu, da to, kar govoriš, a veš, ke prej, če si ti happy, ne, pa govoriš o tem, zlomil si me, polomil si me, potolkel si me. O tem sem kar nekaj premišljevala in zmeraj mi je prišlo na misel tista, veš, ke pravijo, kar te ne ubije, te jača pa te nekako pozlati, no, ali pa obogati. Ampak potem sem se vmes močno vprašala, če ni to v bistvu napačno gledanje. V enem trenutku se mi je zazdelo, da te sicer nekaj ne ubije, ampak določene rane se vedno zacelijo, ne, ampak koliko brazgotin pustijo, in sem se pol vprašala v eni fazi, okej, a srce na koncu ostane samo še ke neki labirint brazgotin, pa a sploh je še pot med temi brazgotinami labirinta, ne. Ampak na koncu koncev je pa čas res tisti zelo pomemben faktor, pa sploh, če ga uporabiš za to, da
sebe spoznaš, no, da se upaš iti nekako v to, kaj pa so te situacije meni pokazale o meni. Kaj pa so stvari, ki bi jih jaz lahko pri sebi spremenila, da bi bila potem, ko izidem iz te pač bolečine, boljši človek naprej, zase, za svojega bodočega potencialnega partnerja, za Arijo, za svoje prijatelje. Pol pa nekako res ugotoviš, da če ne bi bilo teh potresov hudih, se ne bi nikoli tega spraševal na ta način in tudi ne bi nikoli našel tistih delčkov sebe, ki niso glih zahvaliti se z njimi, no. In ki bi lahko bili boljši in zdaj, danes dejansko razmišljam o tem v smislu, kar te ne ubije, te ojača in obogati. Tisti vmesni čas, ja, sem pa stala malo na drugem stališču in bila prepričana, da take stvari pravzaprav v tebi na koncu koncev, sploh če se več bolečin nabere druga za drugo, da nekako ti vzame ta lep del tebe, tvoje osebnosti, da ti vzame eno tisto radost, da ti vzame eno naivnost, ki ni neumnost, ampak naivnost v smislu zaupanja, kjer bazično zaupaš v to, da so ljudje dobri in dobronamerni in pošteni. No, ampak tudi to se pol razreši, tako da za vse tiste, ki so v tem trenutku mogoče v kakšni taki temi, bi rekla, in ki se jim zdi, da so stvari tako zrušene na tak način, da se ne morejo več postaviti orank nazaj, se. Okej, ampak tle mi je na nek način legitimno vprašanje. Vem, da je bila za tebe čustveno zelo intenzivno slovo od mami. Ja. In da v bistvu tega časa, v katerem govoriš, ki je potreben za neko refleksijo oziroma za neko refleksijo dojemanja, kaj se je zgodilo in kje sem zdaj jaz, se je potem zgodila tudi ločitev, a ne? In še ločitev pod očmi javnosti, Ja. a ne? Vidva sta vendarle imela nekaj časa, da sta to na nek način procesirala sama, preden so mediji za to izvedeli, a ne? Ja. Ampak a si sploh imela čas za to samo refleksijo? Mislim, zdaj, ko si omenil čas, ne, ravno to sem se tudi jaz zavedla, da je bil to zame tudi ko sem se spraševala potem, kako me je lahko tako zelo podarilo, ne. Saj razumem pač, izguba nekega partnerskega odnosa, v katerega verjameš, je zmeraj izjemno boleča, ne, ampak zdelo se mi je, da bi jaz to mogla boljše prenesti. Pol sem se pa dejansko zavedla, da je to zato, ker sta bile dve take hude izgube, ena za drugo, in ko ene še nisem predelala, ker sem bila še v bistvu v fazi žalovanja, ker sem ga šele orank začela, ker prej sem imela še kar občutek da mami pač nekje je, ampak itak pride, no. Tako sem imela občutek, ke da bi šla na ene dolge počitnice. In pol, ke sem se glih soočila orank s to fazo žalovanja, ja, se je pa začelo drugo žalovanje, ne. In najhujše je, tako ke je Špela v prejšnji oddaji rekla, ne, da podrejo te stvari takrat, ko se naberejo, ke se ti zdi, da te ena za drugo te nekako klesti tisto, ja, življenjsko radost, jaz temu rečem, no. Prehitro je bilo, no. Je pa dejstvo, da takih stvari nekako ne moreš načrtovati in jaz tudi Miho razumem, konec koncev tudi njemu so se občutki, kakršni so bili, zgodili nenačrtovano in mislim, da tudi za njega niso bili lahki, no. Kaj pa vprašanje, kako to, da se to zgodi meni? A si se ukvarjala s tem vprašanjem, ne? Sem se v tem smislu, mislim, saj vem, da je to najbolj blesovo vprašanje, ke si ga lahko človek postavi, ne, ker, a veš, zamisliti
pač jaz sem si drugače tudi v najhujših trenutkih zmeraj rekla, glej, to so vse stvari, ki jih lahko preživiš, a ne. Mislim, so dosti hujše stvari, v življenju, res, dosti hujše stvari se lahko zgodijo. Ampak, vseeno se ne moreš, čisto izogniti temu, da si ne rečeš: "Dobro, zakaj se je to meni zgodilo, ne?" Ker zdelo se mi je, da sem bila, partner, ki je bil, strašno pošten, strašno ljubeč, Podporen. zelo podporen, zabaven, nikoli ljubosumen, pač tako, zdelo se mi je, da imam veliko kvalitet v tej partnerski zvezi. Seveda pa človek v tem, ko pač gleda svoje kvalitete, malo spregleda kakšne stvari, ke pa mogoče vseeno, partnerja v letih, začnejo, ne vem, ali boleti ali motiti ali jih pogreša. Zdaj pa, če sem čisto konkretna, je bilo tako, da Miha je zelo slabo izražal, to se pravi, recimo, da on zelo dobro komunicira pozitivna čustva, zelo slabo pa negativna. Oziroma jih ne komunicira. In, jaz nisem imela pojma, da je njemu karkoli manjkalo oziroma da ga je karkoli motilo, ker tega ni nikoli, izražal. Jaz sem bila tukaj tista, ki je bolj, hotela stvari razrešiti, nekako iti v njih, jih dati na plan in jih pogledati z lupo, ne. Miha tega nikoli ni nekako želel, početi in potem me je zazibal v lažno, prepričanje, da je pač njemu vse fajn. Pa mu seveda ni bilo, ne, in recimo ena od stvari, ki sem jih jaz potem nekako ugotovila, pa tudi pol, ke sva se pogovarjala kasneje, ke so se pač, Nevihtni oblaki. nevihtni oblaki razkadili, je sigurno bilo to, ne, da midva, ko sva prišla skupaj, sploh Miha je bil zelo mlad, jaz sem bila tudi, ampak sem imela nekaj več, življenjskih izkušenj pa tudi nekaj več let, a ne. In takrat se mi zdi, da sem jaz nekako, tako če zelo posplošim, sem nekako jaz stvari malo prijela v roke, potem leta so pa minevala in potem se človek sicer lahko vpraša, a on ni znal poprijeti ali jaz nisem znala spustiti. Mislim, da je bilo pač oboje res, ne. In, jaz sem sigurno tule tudi malo presežka te moške energije imela, v odnosu, kar ne bi sama sebi prej nikoli pripisala, Priznala, ne. ker se jaz doživljam ekstremno kot eno, sicer, zelo močno, ampak zelo nežno ženskico. Ampak ja, sem imela to, v sebi, to, da rabim imeti stvari pod kontrolo, da se mi je zdelo, da se brez mene nič ne bo zgodilo, da moram stvari preveriti, da moram stvari organizirati in tako naprej. In, verjetno sem, je Miha sigurno prišel v neko fazo življenja, ko se mu je zdelo, da bi on znal, Da je to poprijeti, ne. njemu lastno lahko, ne. Ja. In, verjetno se mu ni samo zdelo, verjetno je bilo to tudi res, ne. Jaz pa nisem niti zaznala, da je on v tej fazi, niti, najbrž nisem več znala drugače, no. A se ti zdi, da je ta, lepo si vrisala ta moški koncept, ne, oziroma ta zemeljski koncept, za katerega si mislila, da ga moraš prevzemati, a ne. Ampak mi kot partnerji znotraj vsakega odnosa, ne, rastemo in se razvijamo, mogoče kdaj kdo kaj po desni, po levi prehiti, a ne. In potem se v enem trenutku zbudim in rečem, kdo je ta oseba zraven mene, a ne. Ja. A se ti zdi, da je ta rast nekaj ali pa ta upgrade, o katerem govorim, nekaj, kar pretiravam, ne, ali se nam v odnosih res to zgodi?
Ja, glej, očitno se nam, ne, Da to ni več hudir ista Saša, da to ni več isti Miha, ne? Jaz sem v bistvu to razliko, začela opažati šele tako, zelo kratek čas, no. Jaz bi rekla, da 20 let najinega življenja sem, živela s človekom, ke je bil res, ljubeč, zelo zabaven, bi rekla tudi romantičen, no, je imel polno takih zelo ljubkih, gest do mene ves čas. Mogoče včasih malo preveč, nelahkomiseln, to sem narobe rekla. Dajmo reči, no, da sem jaz majčkeno bolj odgovoren človek v smislu tega, da moram imeti vedno plan B pa C, pa da vedno imam, kakor najslabši možen scenarij in kaj se v tem primeru zgodi, in imam tudi rešitev za najslabši možni scenarij. No, tega Miha nima, ne. Tudi rešitev je A, B pa C. Okej. Miha tega nima. Kaj pa, če si ti tule pretiravala? Ja, seveda sem verjetno pretiravala, ampak, veš, kako se zgodi, če nekdo tega sploh nima, kar sem jaz po eni strani pri njemu zelo občudovala, zaradi tega, ker je vedno znal živeti v trenutku, jaz pa ne. To se pravi, ker sem jaz njega zaznavala kot zelo, neplanerskega, se mi je zdelo, da moram biti jaz še toliko bolj. Ne, če bi jaz njega zaznavala kot malo bolj, bi rekla, varnega v tem nekem smislu, bi jaz lahko spustila bolj. In sigurno sem jaz v tem primeru, pretiravala, ja. A je ta oseba, ke gre na oder, ne, mi se velikokrat pogovarjamo o tem, da je to neki lik oziroma nekdo, ki nisem jaz, ne. Ja. A ti ločiš to osebo na odru? No, viš, kako si praktična, kako znaš najti plan B. Vijuge. Ja. A se ti zdi, da je razkorak da se je ta razkorak med to osebo, ki jo je videla javnost, ki je bila na odru, ki se je zgodila na odru, da je nastajal ta razkorak med osebo A pa med osebo B? Pri meni? Likom, ja. Ne. Ne. Jaz ne, tega občutka nimam. Pravzaprav vedno se mi je zdelo, da, mi je ful olajšano javno nastopanje zaradi tega, ker, nimam, postavljenega nekega drugačnega lika za, v Ti to si. v javnost, ja. Res se mi zdi, da jaz to sem. In strašno mi je bilo težko ravno v tistem času, ko, so se dogajale te moje čustvene turbulence, ker, sem jih oziroma sva jih z Miho želela nekaj časa skrivati, malo zato, ker nisva vedela, a se bojo morda te težave razrešile. In je potem zelo zoprno spet zagovarjati svojo zvezo, če že to obelodaneš. Drugo je pa zato, ker nisva bila pač pripravljena na vse, kar sledi, a ne. Do kdaj pa upaš? Do kdaj človek v odnosu upa, da bo to rešil? Ali pa da se še da rešiti? Na to pa, a veš, ti ne bi znala odgovoriti, ker je to pri ljudeh zelo, zelo različno. Nekateri dajo zelo hitro roke stran, ali zaradi svojega ponosa ali pa zaradi strahu, da bi te nekdo še bolj prizadel. Jaz pri teh stvareh sem, malo drugačna. Meni se zdi, da so nekatere stvari, ki so vredne, pravzaprav tudi tvojega ponosa in, nekih načel, ki si jih prej imel glede partnerstva, če bi se to pa to zgodilo, si ne bi tega nikoli, dovolila ali, ne vem, probati razreševati sploh ali kaj takega.
meni je družina recimo pomenila res center mojega sveta, no. In takrat se mi ni zdelo nič, mislim, ponos sploh, glej, kaj je že to, se mi je zdelo tako nepomembno, no, vse drugo. Hotela sem takrat, jaz sem vedela, da sva midva imela 20 zelo lepih let, in vedela sem, da izjemno dobro funkcionirava v življenju, življenjsko skupaj, in da sva se res zelo fajn znala imeti, ne. In se mi je zdela taka škoda, v bistvu tega odnosa, ne samo iz tega stališča, pač neki razpad neke zveze, ampak jaz sem res vedela, da sva zelo dobro, skupaj bila. Ja, Miha pa ne, a imaš občutek, da Miha pa ne? Ja, v tistem obdobju prav gotovo ne. Ne, aha. Tako pol ugotoviš, ne, verjetno, da je ta točka preloma. Najbrž. Jaz sem takrat pač v eni točki začutila, da Miha definitivno si želi in rabi določene izkušnje v življenju, ke jih pač preprosto rabi in ke je prepričan, da jih z mano ne more dobiti. In v tistem trenutku se mi je zdelo, da, tudi če on ne bi, jasno definiral, da je to njegova želja, da moram pa jaz njega vzpodbuditi k temu, no. Veš, začutiš, kdaj je tisti trenutek, ko si nekako poskusil vse, kar misliš, da znaš, da zmoreš, da bi pač nekaj rešil. Jaz nisem nikoli imela želje, da bi, želela zadržati nekoga v svojem življenju, ki tja ne spada ali pa ne želi biti. Je to sebičnost, ne? To bi bila sebičnost v enem. Po moje ja. Pa tudi jaz ne bi mogla biti srečna ob tem, ne. Jaz sem samo toliko časa, dajva reči, upala ali pa si želela, dokler sem mislila, da, je to čisto ena prehodna faza, katero bi mogoče potem z nekim hudim trudom z obeh strani lahko zacelila. A danes, ko gledaš nazaj, misliš, da je to res možno? Ne. Ne. Točke pridejo do enega preloma, stvari pridejo do ene točke preloma, ko so nepovratne, no. Je pa dejstvo, da so samo neke stvari nepovratne. Ne zgubiš, jaz Mihata še zmeraj toliko cenim kot osebo in, toliko ga imam rada kot osebo, in ga smatram kot en del svoje družine, da, on, pač bo zmeraj ena strašno pomembna oseba v mojem življenju, no. A je to tudi uspeh ali pa odlika tega, da imava 20 let za sabo, da zmoreva danes, kar vidva zmoreta, ne? Takrat se verjetno v tistem trenutku ni zdelo, da so te stvari možne, ampak ta sinergija okolarje, ta sinergija, da vidva prijateljujeta, komunicirata, ustvarjata in tako naprej, to je že skoraj na meji možnega, ne? Pa vendarle je sreča, ne? Ful je sreča in zelo veliko, jaz tako sem presenečena nad tem, kakšne včasih doživim odzive v zvezi s tem. Nekateri rečejo: "Glej, to je bolano." To ni normalno. Pač vem, da se mnogim zdi izkrivljeno in tudi, mnogi rečejo: "Zakva sta pa pol šla narazen, ne?" Ampak a misliš, da je pri teh točkah zmerom eden, ki ima še vedno malo bolj rad, ke oni ta drug, ki nima več rad? Ne. Ne. Glih, ravno zaradi tega, če bi to bilo, potem midva zdaj ne bi mogla, niti sodelovati poslovno, niti prijateljevati, zaradi tega, ker to bi bilo dobesedno mučenje za enega, od dveh. Ja. In recimo, če bi jaz to pri Mihu opazila, ga ne bi hotela dajati v tak položaj, če bi pa to pri sebi opazila, bi pa
absolutno prekinila ta odnos, na čist takega, ki bi funkcioniral zaradi Arije, ker tudi pod razno ne bi hotela še enkrat iti čez karkoli bolečega v zvezi s tem. A se pol na nov rodiš? A se sam zjutraj zbudiš, pa si pač boljša verzija sebe? A se ti zdi, da ti življenje na ta način da neko priložnost, neko novo priložnost, kjer spet poskušaš ustvarjati? Mislim, vsi, tako si rekla prej, koliko ti je bil družina, da ti je to epicenter tvojega funkcioniranja in življenja. A se ti zdi, da razumeš to kot gremo še enkrat, ali je to predstavlja vseeno eno grozo, grem še enkrat, stara sem 33 let in grem še enkrat. Ne, groze sploh ne predstavlja. V bistvu je en tak zabaven izziv, pol, ko pač se stvari pomirijo, res je. In se ti zdi, da te na nek način pomladi, ker To se vidi drugače. A res? Ker stvari začenjaš na novo, ne. Pač prisiljen si jih začenjati na novo. Edino, kar me žalosti v zvezi s tem, recimo, če si predstavljam neko novo partnerstvo, je to, da z nikomer več ne gradiš Forever. Glej, jaz mislim, da vseeno moraš upati na forever, ne. Ker nehaš verjeti v to. Ja. Ampak ne, lej, ne gradiš družine, ne gradiš doma. Pravzaprav tisto, kar si ustvaril, več ali manj si že nekaj ustvaril, a ne. To se pravi, sigurno ne bom imela z nikomer več otroka, pa z nikomer več ne bom jaz rastla in se razvijala v takem smislu, kot takrat, ko pri 20 letih prideš skupaj in skupaj odkrivaš svet, no. Od tukaj naprej pa več ali manj odkrivaš drugega pa sebe, ne več toliko svet, ne. No, ampak, ne, prej si ti omenila partnerstva in tako naprej. To je logično, ljudje smo bitja, ki si želimo biti ljubljeni in želimo ljubiti. A se ti zdi, da je Saša zdaj 16, pa na nov, ne, se lahko zaljublja, ker to je neki blagoslov, ne, tudi na koncu koncev, če ga hočeš tako videti, da si dovolila to življenje, ki ga že poznaš, ki si ga že en krog tekla, čutiti spet polno, ali si bolj previdna, ali si bolj konzervativna, si bolj zadržana? Mislim, sem bolj previdna. Jaz že prej se zelo nisem zlahka zaljubljala in nikoli nisem razumela tega, ker so se ljudje tako hitro zaljubili in bili čisto v luftu. Jaz sem bila zaljubljena toliko malokrat v življenju, da ne vem, zakaj pa kako. Jaz bi rekla, da se bom zdaj še težje, sigurno. Ampak ko se bo pa zgodilo, pa mislim, da bo pa krasno to spet doživeti, no. Čeprav jaz na splošno zaljubljenosti same ne cenim prav zelo kot neko čustvo. Zaljubljenost se mi zdi tako malo sicer najmočnejše čustvo, ne, ke ga lahko čutimo, pa najbolj ga zaznavamo tako v eni taki čisti obliki življenja, prav tako življenja, ke da bi nekdo nalival vate življenje. Kombučo. Ja, ampak se mi pa zdi, da prvič je tako nerealno, zaradi tega, ker je osnovano čisto na tvoji projekciji in neki idealizaciji in še mine hitro, ne. Jaz pa v življenju cenim stvari, ki so trajne. Ampak ke hodiva in rečeva, da je čustvo zaljubljenosti, ljubezni močno čustvo, ekstremno čustvo, ne. Te dve stvari zelo ločujem, zaljubljenost pa ljubezen, no. Zaljubljenost, dajva to. Ne, in na drugi strani pač kupam, kar damo, ne. Ampak a se ti zdi, da toliko ekstremna čustva so lahko tudi zelo blizu hoje po robu do tako zelo te ljubim, tako zelo te sovražim, ne? A si se kdaj ujela v tej fazi,
da je to tudi bil tvoje čustvo, ne, sovraženje? Hm. A veš, mislim, da imam tule jaz malo problem. Ja, ne, res. Jaz imam problem pri čustvu jeze. Meni se večinoma jeza pretvori v žalost. In namesto, tega, da pač, jeza se mi zdi, da v bistvu je dosti bolj neko pozitivno čustvo za predeljevati, ne, in bi rajši čutila jezo, ker se mi zdi, da jeza je aktivno čustvo, žalost je pasivno. Z jezo se nekako soočaš pa jo ven daješ, žalost Pa je. te pa kar ujame, ke živo blato, ne. In jaz sem velikokrat, že začutila, da trenutki, v katerih bi se mi zdelo tako logično, da bi bila jezna, sem bila jaz žalostna. Tako da ne, tega ljubim, sovražim, nisem doživljala, razumem pa, kam meriš, pač gre za, jakost čustev, ki se lahko obrnejo pač v drugo smer, no. Ne, Ne, nisi. ne. Ampak ljudje povezujemo, ne, te razhode z temi zelo močnimi čustvi oziroma zelo močnimi Ja. dojemanji, ne, tega, kaj smo. A se ti zdi, da si odkrivala kakšne segmente sebe, ki jih mogoče prej nisi poznala? Mislim, vsekakor sem samo sebe grozno razočarala, ker nisem tega prej, hitreje uspela prežvečiti, ja. In me je to tudi obremenjevalo. Sigurno sem spoznala ful sebe in, hkrati, ko sem se obtoževala, da nisem hitreje predelala stvari, sem pa dojela, koliko zelo, globoko sem jaz dojemala, ta odnos in te tako partnerske kot družinske vezi. Mogoče se prej tega niti nisem vseeno ne v tej meri zavedala, no. In pol sem pa v bistvu ratala zelo ponosna sama nase, zaradi tega, ker, mi je uspelo to do take mere razdelati, zanalizirati in sprejeti, predvsem sprejeti, da sem lahko ohranila, in spoštovanje do Mihata in, ljubezen do njega. Mislim, ne zdaj ljubezen v tem smislu, kot je bila prej, ampak, v tem smislu, da je pač pomembna oseba v mojem življenju. In da sem nekako uspela takrat Arijo, ji razložiti na en primeren način, kaj se dogaja, ker pač Miha tega ni bil glih kaj dosti zmožen, saj sem rekla, o negativnih stvareh ravno ne komunicira prav rad. Ja, v bistvu sem zdaj prišla ven iz tega, z enim občutkom, da zmorem res vse in, da ko se za nekaj odločim, da bom to speljala, in da kadar moram pa nekaj sprejeti, sem pa tudi zmožna sprejeti, čeprav je to, zame, ne vem, prehod v drugo vesolje. Glede na to, da si na očeh javnosti celo življenje, a se ti zdi, da je ta pritisk oziroma ta občutek pritiska, ne, saj verjetno gre samo za občutek, ne, definiral tudi tempo in dinamiko, koliko hitro si lahko procesirala, koliko hitro sta lahko komunicirala, koliko hitro si lahko to zaživela, doživela? Ja. V prvi fazi sicer bi rekla, da me ta, zunanji svet, ni prav nič skrbel, zaradi tega, ker se je toliko dogajalo v meni, da se mi je zdelo tisto, kar se tam odzunaj, neka reakcija enega človeka, ki ga jaz sploh ne poznam, na mojo situacijo, me sploh ne zanima, ker meni bo srce razpadlo, ne. Pol kasneje, je pa bila preizkušnja v bistvu v tem smislu za obadva naju z Miho. Veš, seveda, ko se nekaj konča,
vsak zase razmišlja, da je on na drugi strani, da nosi večjo odgovornost za to, a ne. In ko te ljudje vlečejo non-stop za jezik, se zelo težko zadržuješ, sploh v trenutku, ko se počutiš izdanega, ko si jezen in tako naprej, se zelo težko zadržuješ, da ne bi marsikaj povedal, ne. Ja, ampak, res sem vesela, no, da nama je nekako ratalo čez to preplavati. Jaz sem si zmeraj mislila, takrat, ko sem si najbolj želela kaj povedati, sem si zmeraj rekla: "Daj tiho bodi enkrat, da boš ponosna na to, daj tiho bodi." Tako da, ja, bili so to izzivi. To so bili prav ne samo izzivi, kako se že reče, da te, skušnjave. To so bile pa prav skušnjave. In je bilo seveda zaradi tega težko. Pa težko je bilo recimo, iti kamorkoli, ker, ne vem, ali so te ljudje, zelo močno opazovali ali so se hoteli o tem pogovarjati. Ženske so bile izjemno podporne, to pa res moram reči, no. To pa res, sem doživljala, takrat sem pa doživela toliko objemov, ki so bili res tako srčni, no. In brez besed, ne? Ja, Pa je bilo, ja, pa ja. si čutila. Skratka, veš, ta javni svet je tako, nos veliko teže, ampak nos tudi veliko lepega. Zdaj pridejo obdobja, ke v glavnem doživljaš težo, pridejo pa tudi trenutki, ke veš, zakaj si na očeh javnosti, no. Prvič zato, ker da lahko delaš tisto, kar imaš res rad. Drugič pa velikokrat te ljudje pa tudi tako lepo presenetijo, da si pa tudi čisto, zmehčan. A si skozi to preizkušnjo doživela tudi kakšno razočaranje nad kom, ki je mogoče odreagiral drugače, kot bi si želela, ali pa kot si pričakovala, ali pa mislila? A veš, da ne. Že kar se medijev tiče, se mi je zdelo, da so bili, da so slutili prej, preden je ven prišlo, dostikrat pa tako, vedela sem, no, da vejo, pa niso nekako, tega, dali ven. Mogoče tudi iz tega razloga, no, prvič zato, ker gre za družino, ne gre samo za par. Drugič so pa tudi mogoče oni bili na tem stališču: "Glej, mogoče se bo pa vse uredilo, ne bomo zdaj tukaj še mi prispevali, kakšne škode." Kar se pa tiče tako oseb iz mojega okolja, ne. Prav vsi so tako nekako ohranili, in odnos z mano in z Miho, tak, kakor je bil. Nobenega ni bilo, ke bi rekel mi: "Ali kva še delaš z njim?" Ali pa: "Kaj se trudiš?" Ali pa po drugi strani, ne vem, kaj komplicirate, no. Je pa dejstvo, da je bil ta razhod strašno velik šok za čisto vso najino, družino in prijatelje in vse, zaradi tega, ker, vsi so rekli, da če so za kakšen par bili prepričani, da bo za zmeraj, da sva bila to sigurno midva. Ampak veš, s tem se pa res nisem mogla takrat ukvarjati, Da smo še drugi imeli bolečine. pričakovanja. Ampak jaz res mislim, veš, da ti življenje, prinese, stvari tako, življenje ima mogoče občutek, ti bi mogel iti tja v ono smer, ampak ti si zdaj čisto v oni smeri. In, naštima situacijo tako, da te spravi v tisto smer, ke on misli, da bi moral iti, ne. Že naredi tako, tudi če se tebi zdi nemogoče, narediti situacijo tako, da pač ne moreš iti čez tisto situacijo drugače, kakor da skreneš v drugo ulico. In mislim, da je prav tako. Jaz sem imel tisti issue, ne vem, takrat, ko sem jaz imel ta brodolom, ne,
karierni sicer, ampak se mi je zdelo, da sta Miha in ti bila, jaz skoraj rečem, edina dva, ki sta naslednji dan, zavrtela telefon in rekla, kako si, a ne. In se mi je zdelo grozno v času tega vajinega brodoloma, da nisem znal biti bolj optimalen, ne. Se mi je zdelo tako, da sem si želel biti suport tebi, zelo veliko sem komuniciral z Mihatom takrat in se mi je zdelo tako, da sem čutil, da na ta način tudi pomagam obema Ja. pravzaprav, a ne. Zato, ker se mi je zdelo pomembno, da je Miha imel sogovornike, ki so bili dobronamerni, vsaj tako sem sebe doživljal in tako, To je ne. zelo pomembno. Ja, ja, ne. Zelo, zelo, zelo pomemben. To sicer lahko ne vpliva na to, a bo neka zveza obstala ali ne, sigurno pa vpliva na to, kako se bo odnos razvil, ne. In midva z Miho še vedno imava odnos. Imava sicer drugačnega, ampak ga imava in to je v bistvu edino, kar je pomemben. Tako da hvala, res. Meni se zdi zelo pomembno, da takrat ljudje, ki so v neki fazi ali stiske ali pa raztreščenosti notranje, Ja. da govorijo z nekom, kakor si rekel, ki je dobronameren, in ki jih vzpodbudi k temu, da govorijo, ker včasih šele takrat, ko govoriš, ratajo misli jasne, no. Jaz sem vedel, da ti imaš backup, ne, Ja. da ti imaš sogovornike, ki so dobronamerni, ki tukaj niso zato, a ne. Se mi je pa zdel mogoče Miha malo izgubljen Ja, ja. v tej poziciji, komu sploh lahko zaupaš in komu ne, in sem se Tako, ja. mogoče malo identificiral kot nekdo, ki je vreden zaupanja in tako naprej. Tudi ta segment otroka, a ne, seveda Arja je ena lepše vzgojenih deklic, ki mi na plaži vedno reče: "Dober dan, gospod", pa se pol počutim, ta gospod me malo zmede, ampak ne. Kako se ti pa zdi, da si to kot mama doživljala, ne, skozi to prizmo? Poskušati zavarovati, poskušati biti čim bolj iskren, poskušati biti na koncu koncev tudi direkten v dojemanju, ne? Ja. A sta naredila tule izpit? Jaz mislim, da sva ga definitivno naredila. In sva na to oba ponosna, no. Vsak se je tega sicer lotil na svoj način, ker sva pač različna, karakterja. Bistvo se mi je zdelo, da takrat v tisti čisto prvi fazi, da nekako Arji pomagam razumeti, da je šlo za da to ne pomeni zdaj, da je oči zapustil družino ali pa zapustil njo. Zelo sem si želela, da razume, da jo ima res najbolj rad na svetu, ker če kaj vem, potem je to to. Jaz takega očeta, kakor je Miha, mislim, on je bil res vedno čudovit očka in, zato je bil to za Arjo zelo hud, šok, ne. Ta odsotnost že, Fizična, ne? fizična odsotnost, ne. Ampak tukaj sva res naredila izpit, no. Sva se, res potrudila, tudi takrat, ko je bilo med nama najtežje, ne, sva se glede Arje res, vedno uspela pogovarjati z ljubeznijo, no, in z ljubeznijo do nje, nikoli ni prevagalo nič drugega. Pol je bilo pa itak zmeraj lažje, no. Kaj pa, ne, v tistem trenutku treba je bilo iti v službo. V službo v narekovajih, treba se je bilo sestaviti, ne. Zdaj tudi, če dava malo pudra gor, nisva rešila, ne, vsega, kar je bilo noter. Kako si pa hendlala to dinamiko, ne? Mi moramo zjutraj vseeno iti v Mercator. Ja. Na blagajno. Ja, težko, sploh zaradi tega, ker sem vedela, da se vidi, ne. Meni je recimo Arja res velikokrat rekla, mislim, kar mi je bil šok, zato ker sem se res trudila, da njej ne kažem žalosti svoje, a ne. Zaradi tega, ker sem vedela, da je tudi ona žalostna in zdaj pač jaz moram biti tista ta močna, ne ona. In sem se res trudila in me je potem vsakokrat tako šokiralo, ko je ona rekla: "Mami, toliko imaš žalosten obraz. Mami, kar luknje imaš tukaj, a veš." In
sem se še malo bolj potrudila, ampak se mi zdi, da bolj, ke se trudiš, slabše je. No, skratka, vedela sem, da se pač, na obrazu rišejo stvari, ne. In potem, ko so nekako, ko je javnost vedela, da je prišlo do te spremembe, takrat je bilo dosti lažje, zaradi tega, ker takrat so ljudje razumeli, da ne morem biti ista, ne. Ampak je pa tudi res, da to me je pa dejansko Miha naučil v 20 letih, spustiti za trenutek tisto, kar se ti dogaja v srcu, v glavi, in biti v trenutku. Njegova družina je bila zmeraj glede tega, se mi zdelo, neverjetna, no, to so res zmeraj znali. In jaz sem se očitno tudi malo tega nalezla, tako da, od doma sem šla takrat strašno težko, res, ubijalo me je, ampak ko sem prišla na oder, sem dejansko pozabila na vse, kar je, in bila samo tam in uživala z ljudmi. In mogoče so mi tudi te nastopi vseeno veliko pomagali. So bili pa zelo, zelo težki v tistem trenutku, ko sem jaz že, vedela, kam je stvar se odpeljala. Mi pa še ne, ne? Vi pa še ne. In takrat, to so pa bili, v bistvu težki in intervjuji in nastopi, in zaradi tega je tudi prišlo do točke, ko sem rekla, en dan: "Mihael, da jaz več ne morem skrivati, dajva zdaj pač povedati." Dajva narediti, Ja. Ja. closure in tako naprej. Tako. Okej. Ta izkušnja, sigurno si bogatejša, Ja. ne? Ampak vseeno, jaz hočem brskati, ne, hočem reči, Ti kar daj. zakaj, ne, kaj je tisto, za kar si bogatejša? Kako se to zdaj pozna v tvojem dnevu? Kako se to zdaj pozna v dinamiki, intenzivnosti tvojega življenja? A veš, jaz se Ja. bojim, da sem na en način, če bi se mi to zgodilo, da bi bil še bolj prestrašen oziroma previden, da bi bil še bolj prepričan, ne, da Da je vseeno sranje in da se ne Ja. splača Sem vlagati v vesel, da nič. si rekla sranje, v redu. Ampak, a veš, se mi zdi, da greš za eno birglo, za eno čudno težo odzadaj na hrbtu, Absolutno. neuspeha na koncu koncev, ne. Tebi ni uspelo, ne. Jaz imam idejo o tem, kako je to na neki način bilo meni pomembno, da jaz imam družino, da jaz imam celico, in potem bi mi ne uspelo. Ja. Jaz bi šel z bolečino. Veš, saj na neki način en del, mislim, ne bolečine, en del obžalovanja tega pač ostane, sploh če imaš kaj za obžalovati. In ko enkrat imaš kaj za obžalovati, si lahko tudi spet zelo hvaležen za to, kar si imel in kar lahko, potem obžaluješ. Sebe bolj poznam, svoje, triggerje, ki povzročijo recimo v meni občutke ali nesigurnosti ali nesamozavesti ali pa potrebo po kontroli. Te recimo zdaj dosti bolj poznam in sem vesela, da jih. Zdaj, a to meni olajšuje življenje ali otežuje, to je pa Druga zgodba. druga zgodba. Samo, a veš, to je tako, kakor če bi rekel, a je lepša slika črno-bela kakor v barvah, ne. Ampak ke enkrat vidiš barve, jih ne moreš več ne videti. In zato to se zdaj spraševati o tem, a ti je nekaj več prineslo ali več odneslo, nima smisla. Jaz absolutno še vedno mislim, da mi je več odneslo, ker je bila to zame vrednota. Ampak, imam pa vso moč, da grem naprej s tem zavedanjem in da, recimo tudi, kar se tiče področja ljubezni, sicer sem manj zaupljiva, ampak nikakor ne mislim, da ne morem več ljubezni doživeti ali pa dati. Ker, no, to pa recimo bi bilo pa zame pa tisti res največji, poraz.
če bi se mi zdelo, da ne morem več čutiti ljubezni, začutiti od drugega človeka ali pa da jo jaz ne morem več čutiti do nekoga. Ljubezen se mi zdi toliko pomembna stvar, zaljubljenost res ne, ljubezen pa res ja. A živiš ljubezen? Veš, to je tako. To Veš, a imaš- vprašanje je, A imaš ljubezen v ne vem, meni se je zdel plav plašček, pa oni beli škorenjčki. Tam si se mi zdela tako, ke na enem oltarju tam . A veš, tako si se mi zdela tako, ke ena, ke jo čutim, da živiš, da tako se mi je zdelo, da kljub temu, da pesem govori, ne, Ja. o nekem tam sploh vzporednem filmu, ke gledamo neki breakup, na drugi strani si točno to govorila in s telesom in z obrazom tudi to komunicirala in se mi zdi, da živiš ljubezen, da. jaz mislim, da ne, da živim ljubezen, jaz sebe dojemam kot ljubezen. Ne, da živim ljubezen, jaz sem ljubezen. In si to tudi želim biti. Toliko je, mislim, saj vse se na koncu začne pa konča pri ljubezni. Karkoli začneš, če zadosti globoko kopleš, zmeraj prideš tja, Do ljubezni, do ljubezni. ne do črne luknje. Ne, jaz se počutim ful polna ljubezni, no. V tem trenutku, jo na enem segmentu ne dajem, ampak je v meni, zaradi tega, ker ljubezen ti zmeraj, saj ti nekomu daš ljubezni samo toliko lahko, kakor jo je, kakor, ne. Seveda tule pol pride do nekega kroženja in se to kar množi. Ampak, definitivno se zavedam, da znam res ljubiti. Da res znam ljubiti. Tudi če si v enem trenutku ljubila preveč ali pa včasih za oba? Jaz mislim, da ne moreš ljubiti preveč. Lahko, mislim, nikoli ne bi izbrala druge variante, zaradi tega, ker, jaz ne morem biti na pol v ljubezenski zvezi ali pa, šparati en del svojega srca zato, da bo malo manj prizadet, ko se nekaj zgodi, če se nekaj zgodi. To se mi zdi, da si toliko vzameš, če greš, s to previdnostjo v zvezo. Jaz, ko sem, res sem cela svoja in cela tvoja obenem. In vse imaš. In zato ne čutim, da jaz imam nič manj, jaz imam še več, zato ker tebi dam vse. In to se mi zdi pač toliko en lep občutek, in če si potem zaradi tega razočaran, mislim razočaran, ne, razočaran je bedasta beseda. Če te sesuje, pa naj te sesuje. Ker za katero stvar je pa bolj vredno biti sesut, ke za to? Dobro, jaz, če čisto iskreno povem, nisem pričakoval, da bom govoril o glasbi s tabo, ampak sem pa vesel, da je bila rdeča ali pa roza ciklamna nit najinega pogovora danes ljubezen. Ja. In se mi zdi, da tudi, če sva govorila o razhodu, tudi, če sva govorila o bolečini, sva cel cajt govorila o ljubezni. In sem ti hvaležen za to 1 uro ljubezni, ke je kar sevala ven iz tebe in mene. Ja, to si lepo rekel. Res, v bistvu sva se pogovarjala o ljubezni in, ljubezen pa lahko, zapluje v res veliko različnih smeri, ampak še vedno pač to je to, ne. In toliko zelo pomembno se mi zdi, da se ljudje upajo ljubiti, ne. Za ljubezen je potrebno največ poguma, zaradi tega, ker toliko zelo, ko ljubiš, imaš toliko zelo odprto srce, toliko si ranljiv. In zato rabiš največ poguma. In meni se zdi pomembno, da se ljudje upamo ljubiti in jebiga, bom pa crknil skoraj, ampak bom tudi preživel in ravno tisto srce, ke res, zna imeti rado v polnosti, zmeraj se bo postavilo na noge, no. Zmeraj, tako da,
Meni se zdi to najbolj pomemben pogum. Mogoče bi samo še, rekla, da, je ta pesem Mora se dejansko tudi tako, Treba je, jaz sem rekel, treba je. Ja, oprosti. Mora se, ja. mora se. Treba je. Treba je. Mora se res en tak odsev te situacije, ke sem jo jaz doživljala, ke jo je Tilen Lotrič doživljal, vsak spet na svoj način. In, mogoče bi samo izkoristila, če smem, ta trenutek za to, da povem, da tukaj, sem spet jaz z enimi parimi štrucami zarečenega kruha v želodcu. Rekla sem, da nikoli več ne bom, nastopala na teh koncertnih odrih, da nikoli več ne bom svojega koncerta imela. Ampak, me je Tilen nekako prepričal, da 5. junija bova v Kranju imela en tak butični koncert, namenjen prav pač, tej pesmi Mora se, in vsem ljudem, ke verjamejo v ljubezen v vseh njenih odtenkih. Vsakokrat, ko si rekla ljubezen, je en kozarec padel po tleh ali pa se nekaj razbil, tako da, absolutno sem vesel, da si to naredila. Jaz, ke sem iskal zaveznike in partnerje za to, da lahko širim ljubezen, da lahko klepetam, so mi nasproti prišli iz Ave Meda, ke so tudi pripravili en paketek in darilček za tebe, da te malo Res? pocrkljajo, da se ti majčkeno, zahvalijo tudi za ta čas in za to tono ljubezni, ki si jo delila z nami. Hvala ti. Eden Srečno. od jezikov ljubezni so tudi, darilca. Tako da hvala lepa. Darila. Čudi se. Isto.